Robert Trošker zdaj sprašujete, dili me, povej resnico, laži ne. Tilen, Živa. ej, bil je že čas. Če ne. Ej, od nekdaj sem si želel vprašati, ker me je to zmeraj zanimalo, a se da čist vsakega človeka imitirati? Ja, čisto vsakega ne, no, ampak A se da mene imitirati? ja, Ker jaz nisem še nikoli, mislim vsaj ne, da bi vedel, da bi nekdo mene... bi se dalo. A bi se dalo? Mečke bi se dalo. A res bi se dalo? V nulo, ampak imaš pa kakšnih take, imaš take zanimive Res? linije. Na, daj, a probava zdaj. Daj bodi ti Robert Trošker. Okay? Dobro, Robert, zdaj pa dilema za tebe. Kaj bi raje? Da te vsako jutro zbudi vrtanje v steno ali da te vsako jutro zbudi piskanje komarja? A tako jaz govorim? Ja. Jaz sem res tak na glas? Ja. Pa veš te openerje. Če si v službi, zdrži že malo. Če pa si na poti domov, super zate, uživaj dobri glasbi. Ne govorim, jaz pa če me počutim. Govoriš. Kot da bi je malo neprijetno to poslušati. Daj pa nekaj povej, dilemo povej. Kaj bi raje? Jaz bi raje, sovražim komarje, žičnega me delajo, vrtanje v steno. Vrtanje v steno? Vrtanje v steno. Zakaj? Kaj je Robert Trošker ali ni? Jaz bom tole kar prijel zdaj. Oh my God. Oh, fuck. Tilen, fuklen si prisežek. To je me malo vroče postalo. Bom jaz nadaljeval. Komarja, vrtanje v steno. Vse sem rekel. Rekel sem, ne je vrtanje, ker mi grejo komarje na živce. Ampak zakaj? Zato, ker se mi vedno zdi, da zakaj mi gre proti glavi komar, razumeš? Vedno se mi zdi. Jaz se tako smejem, kaj? Kaj zdaj? Jo, nadela smo dilema. Pa to bo hec. Kaj si ti fuka? Kaj se to ne malo stalo? Isto sem se zadihal, kaj ti stari. Zanimivo. A bi me še posnel, kako te imitiram? Ja, prosim. Ja. Ampak sam smeh, sam bom dal tako roke. Ja, tako, ja, daj prosim. Greva kar to isto stvar? Okay. Se pravi, torej, kaj si zdaj izbral, vrtanje ali pikanje komarjev? Robert, kaj bi raje? Da te do konca življenja zbuja vrtanje v steno ali da te zbudi piskanje komarja? Vrtanje v steno. Zakaj? Pičko matere.
Česa ne reče Janez Janša pri notarju? No, z Milanom sva zelo dobra prijatelja. Če ste pomagali njemu, pomagajte tudi meni. Hvala, Janez. Česa ne reče Dimitrij Rupel v Piranskem zalivu? Definitivno da reče samudrijska vala. Tega zagotovo ne bomo izgovorili. Gre za piranski samudrijska vala, skoro pet. Kaj je pa? Česa ne bi nikoli rekla Angelca Likovič na paradi ponosa? Ves, morate skrbeti za rodnost. Delajte otroke. Na vas je, da delate otroke, da skrbite, da bomo več Slovencov in da bomo ponosni na slovenski narod, da smo slovenski narod obdržali. Začneva zdaj? Ja, kaj si pa naročil za pit? Sadni čaj. Sadni čaj. Anja Ramšek in Jana Morel sta voditeljice jutranjega programa pri nas, na Vodni Savni Čobu, za katero bi si ti želel, da te zmasira. A veš, katera ima potem najboljši prijem? Da bi te tako, da te dobro pregnete. Ja, odvisno od predela telesa, ne, zdaj, a govoriva samo za hrbet, roke, noge, to so tudi ušesni mešički, ne. Mislim, da klele za levo uho je Anja, za desno uho je Jana, tako da jaz mislim, da bi se bolj po tej strani. Ja, ampak vedno moraš eno zbrati, ne, to je glavno pravilo, da eno vedno moraš izbrati. Ja, da me res pregnete, jaz mislim, da bi me Anja Ramšek. Anja Ramšek? Zakaj ti misliš, da bi to ona bilo pregnete? Ja, z Koroške gore, A se ti ona, ker je taka bolj gajsna? Ja, pa se mi zdi, da ona zna fajn pregneti, se mi zdi, da ima to moč v rokah, ne, da ima kondicije, da je, se pravi, Korošice ima dosti energije, ne, to je. Aha. To si izkušen? Tudi. Ja, mislim, Jana se na prvi pogled ti Jaz veliko nastopam v Sloveniji. Aha, seveda. Seveda. Je Jana mogoče na prvi žogo bolj drobna, ne? Ja. Čeprav to še zmeraj ne pomeni, da ni, a veš, da ne. Ja, to je res, ja. To je res. Ampak Anja, Ogovorili smo o ušesnih mišičkih. celemu telesu. Po celem telesu? Aj, ja, pa tako povej, kakšen. Ja, po celem telesu. Pa jaz sem, ja, Anja. Zajebana Anja, ja. Ona bi te prijela. Pa malo delamo ljubosumno to drugo, ne. Mogoče večkrat. Tudi to je taktika. En polet s teboj meni je zadošča. Kljub zamudam stalnim vse sem ti oproščal. Ko prvič zaradi tebe povezavo sam zamudil. Na letališču sem prespal in nisem se nič čudil. Zakaj? Ker pač ne gane me, tudi če me pristane, tudi če leta naslednjega nikoli ne ujamem. Lahko mi lete združite, a rad letel bom vedno še za drjo. Lenardač, jaz sem Roškarjeve dileme dvignil na en višji nivo, tako da še zmeraj ohranjam pravilo, da je treba izbrati eno stvar, ampak v tem primeru ne odgovoriš ene stvari, ampak narediš eno stvar. Opraviš en telefonski klic. In sicer, ali bi te reč poklical Jonasa, ki danes praznuje rojstni dan, in ga vprašal, če misli ta človek kaj časti, ne? Druga opcija bi poklical Jerco Zupan, na eno sodelavko, tudi mojo frendico, in je rekel, da imaš eno ponudbo za njo, da vodiš eno prireditev, ker boš imitiral, in če ona zna karkoli imitirati, da bi videl to skupaj naredili. Ok, zdaj napisal sem Jonas. Sem videl, da si nekaj... In jaz od Jonasa številke nimam. Kako? Pač nimam, ne. Videl sta sodelavca? Ja, svoja, ampak pač telefonske pa nimava. Ne vem, če ima on mojo, ne vem, ampak... Ali to se nikoli ne sliši tam? Ne. Če pa kdo res nujno, kjer pridemo na dom, ne. Ali on k meni... Kdo ti njem? Ja, ali pa on k meni, ne. Ampak zdaj, ker se to še ni zgodilo. Jerco kličeš? Jerco pa Oh my god, to vas res veselim. Jerica Zupan, evo. Boš dal na zvočnik, prosim. Se pravi, da imitiram. Tako, da jo rabiš kot eno žensko, ne? Ej, Jerica, živijo ti Lenartač pri telefonu. Ja, kaj radi? Ja, seveda. Ti, viš kaj, eno vprašanje imam. In sicer,
Jaz sem bil prej na enem sestanku za nek event. Pač gre za junij, datum sicer še ni točen, ampak načeloma so rekli, da se lahko tudi malo prilagodijo, da mi povemo, kako imamo čas. In skratka, jaz sem voditelj, rabel bi sovoditeljcev, jaz sem na tebe pomislil, ampak, ja, vem, kako si rekla, še enkrat reči? A samo wow? No, to je že bolj. No, v glavnem, zdaj pa glavna stvar je pa ta, da jaz sem tam kot voditelj in imitator, bil bi pa njim blazen joke, če bi sovoditeljica imela tudi eno imitacijo. Zdaj, a ti slučajno koga imitiraš? Nujno moraš samo enega imitirati, ker bi nek joke iz tega naredil. Oni imajo pač par idej, ampak rabijo samo nekoga, ki bi znal enega imitirati. Lahko je človek, ali lahko je iz sveta politike, športa, estrade, umetnosti. Rekli so, da lahko je tudi žival, da lahko je tudi žival. A imaš kakšno žival, ki jo imitiraš? Nikoli še nisem, ampak ne vem. Probamo, ne vem. Kva psa, ali? Mislim, drugače je cool event. Jaz nisem imitirati, veš kaj je fora, ker več ni tak, ker jaz imitiram, no, edino, če bi kakšen tak joke naredil, je, ker je to vse spaleno, nisem spaleno, pač, ali ho, pa pinjal, pistola. Okej, da bes, super. Ne, ali Super. ne čutne zvoke lahko okoli tega. Ampak recimo sam pri psu, da nisem ho, ampak da recimo probaš sam, veš kaj se recimo jaz bi psa imitiral. Veš, jaz bi ga tako imitiral, kako bi ga pol ti? Okej, ja, hudga bi. Ja, sem probaj, ja. Pa to je cool. Probaj sam, ker imam kaj naročnika, samo zaradi tega, da ga kao me prepričam. Ne, skozi. Deva, se mi tako, enkrat tam, a ti to nujno zdaj rabiš? Ja, kao, oni so, malo so boječi, no. Ampak recimo pri ovci, jaz bi ovco recimo... Kako bi ti, saj da vidimo to razliko. Čakaj, te se pa ni dobro slišal, še enkrat, please. In to je že predober, to je presuper. Čakaj, daj ti dam sem naročnika. Ja, tukaj je naročnik je Robert Roškar. Drugač pa Tilen je opravil izziv v dilemah, tako da smo to prav lepo sneli. Pa meni se to počuti, da se tako, da se lahko dobiva zaradi tega, da jaz pač uživam, rečem, da boš za me. A ja, ti si hotela, da reč, da... Meni to tako najbolj bizarno može, ne bi njema tako rekli. Jerca, tvoj kuža je bil, mislim, Tilen, morate angažirajo, lepo je prosim. Ja. Zakaj pa slika kukubo? Jerca, kar pošelj datume junija, kaj jih imaš frej, veš? Jerca, tvoj kuža je bil najboljši na svetu. To, hvala, naredila si nam dan, pa mnogim drugim tudi. Da pa se Jerca drugače, kar je, zdaj nazaj ne moreš prevrteti, tudi če še zdaj razlagaš, pa se pravičuješ, nimaš kaj. Ti si mene še to pohvali. Ja, seveda, sem rekel, da to je že predober. Ampak jaz mislim, da ni bil čist iskren. Jaz mislim, da ni bil iskren. Kako da ne? Seveda sem bil iskren. Sploh pa parkozi, a si tudi kdaj trenirala? A ti hodiš kakšno šolo imitatorjev? Ali kaj? Pa začni, veš, kako ti življenje vse postreže. A imaš kakšen človek, ki je imitirala, ali lahko tudi šalo? Glavnem, Jerca, hvala lepa, rezerviraj si termine v juniju, vse sobote, nedelje, me fraj že naprej. Ma, spizite vsi, ajde. Ajde, čau. To, wow, to, Tilen, vsaka čast, to je bilo pa nekaj najboljšega. Čisto nasedla. Čisto nasedla. Sam da omenjaš naročnika. Ni kuža, pa ni bil najboljši na svetu. Boga, meni se krva smije.
Priznam, evo Tilen, to je noro, jaz vsak znova gledam meni. Gledam zdaj to prvič, primerno. Sploh vedno nisem naživel. Ja. Kaj bi še enkrat? Da dupliram. A ti to lahko narediš zdaj še enkrat? Ja. Sela, vsi hočejo. Veš, koliko sem dobil komentarjev, Tilen, te moš si predstavljati, tudi pravijo, da je bilo noro. Kaj, ne smeš mene snimati, fajn, da sebe snimaš. Zato je tudi zanimivo, ne? Rekli so? Ne. Čeprav ne snimam preveč futra, da je, veš? A misliš, da je to bolj preveč? Po moje, ja. Mislim, da. A lahko sem malo? Sklej z Bobi tega zavrhu, ne? Poglejte. Joj, Tilen, ful je bilo dobro, res. Jaz bi se še malo, prosim, sam malo še te moram slišati, no? Pa se vidi, kaj diš, ne? Kaj ti sključno pride. Ej, the best je bilo, res, hvala lepa še enkrat. Hvala, čau, Tilen.